Kje je lučka? Lučka, kje je lučka? Višne romane so tudi prepreka. Tudi. Tvoje zavečerjo boš posnetke pokazal. Specifič. Ljudje mene pa rašnje. Pa moj jezen. Perfetno. Ne, v redu. Milijone se, veš? A, dobro. Ta pa vem, da je ta truda. A, ne. Ta je tako, ta, ja. Ta je. Tako. Ne, jaz vem. Ja. Če vam do boške police kaj zmanjka, še pokličite. Dobro, Eno salamo vam za sabo, danes ne pa salamo.
Dobro, super. Mi, gorniki, zapiramo knjigo 20. stoletja. In tile vsi, ki so tle, pa tistle tam le dol. Je prva svetovna, Prva ne? svetovna, ja. Ampak vidite, v prvi svetovni vojni jih je padlo 6, tle pa 43 drugi. 2, 4, 6, ja. Ne? In tle so vsi gor. Tako da smo imeli, ko smo to postavljali, velik problem. Ti borci, partizani, noši ne. On me je klical, noši ne. Jaz sem bil tajnik takrat. Sem rekel, nobenega ne bo na tem napisu, za katerega sorodniki ne bodo za to. Ampak zaenkrat noben ne manjka. A dajte ga, lepo. nobena manjka. Ja, kako ste pa to uspeli? Ker vsi so naši. Nebeški Oče, danes smo pred tvoj oltar prinesli šopek molitev, da bi Magdalena dosegla čast oltarja. Iskreno in ponižno te prosimo, usliši našo prošnjo, naj v nebesih zasveti luč njene svetosti in naj nam njena priprošnja nekoč pomaga priti k tebi v nebeško kraljestvo, kjer te bomo z vsemi svetniki hvalili vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami in s tvojim duhom. Dopoldne so že v Ljubljani praznovali slovenski škofje 30. obletnico ustanovitve Slovenske škofovske konference. Sedaj pa smo tukaj zbrani ob spominu na odhod Božje služabnice Magdalene Gornik zemeljskega življenja, ko se je življenje, v katerem je po Božji milosti doživljala tako trpljenje Jezusa Kristusa, kot tudi njegovo poveličanje in je na današnji dan trdno zaupamo in verujemo, vstopila v Božjo slavo. Prosimo, da bo tudi pred vso cerkvijo
priznana kot blažena, prišteta k zveličanim. S tem namenom smo se danes zbrali in prav lepo pozdravljam tudi vse druge duhovnike, posebej tudi postulatorja gospoda Francija Petriča, ki nam bo ob koncu tudi predstavil potek postopka, da bi se to zgodilo, in seveda prav lep pozdrav vsem vam, romarjem, tako našim faranom, ki se zavedate, kako nekaj velikega je, da je med nami živela ta velika žena, in tudi vsem, ki ste prišli od drugje, da bi tako slovenski narod mogel častiti tudi velike ljudi, ki so nam vzor v vsem svojem življenju in bi bili naši resnični priprošniki. Ko smo tako zbrani, prav v začetku postnega časa, letos ob 121. obletnici, odkar je tudi živela na preiskavi v našem sodraškem župnišču skozi ves postni čas. Obžalujmo svoje slabosti in grehe in prosimo Boga odpuščanja, da bomo vredno obhajali to sveto daritev in izprosili velike Božje milosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, kako dobrega opustil in slabega storil. Spoštovani in dragi romarji, kako lepo je, da se vas je toliko zbralo na današnji dan, ko se spominjamo dneva, ko je Bog poklical k sebi Magdaleno Gornik, in prosimo pri tej sveti maši, da bi bila čim prej prišteta med blažene. Nam naj bo pa zgled priprošnica, priporočamo se ji v različnih potrebah, molimo, da bi zares tudi mi hodili po poti svetosti, prosimo za to, da bi luč Evangelija, žar Evangelija ožaril naše bivanje, tako kot se je zgodilo v srcu te velike žene Magdalene Gornik. Že to, da nas je toliko zbrano v molitvi pri sveti maši, Evharistiji, ki je bil tudi največji čudež v življenju Magdalene Gornik, kaže na to, da je ta sluh svetosti, ki je ključnega pomena v postopku beatifikacije, živ med nami, pa ga še okrepimo, molimo, hkrati pa v sebi poživljajmo vero, da je tudi vsakdo izmed nas poklican na pot svetosti. Po zakramentu krsta smo maziljeni, Božji otroci smo, prijeli smo Božje življenje in moči tega zakramenta in drugih, Evharistije, spovedi in drugih zakramentov, hodimo po poti Evangelija ne sami, ampak je Jezus z nami, on nas blagoslavlja, nam podaje roko. V postnem času pa posebej razmišljamo o tem in doživljamo to, kar je doživljala tudi Magdalena Gornik, da nam je Jezus svojo bolečino, trpljenjem, smrtjo na križu še kako blizu, da ni nobene bolečine, nobene še tako težke stvari, tako hude teme v našem življenju, da v njej ne bi bil žarek svetlobe velikonočnega jutra Jezusa Kristusa. Pod mnogimi vidiki bi lahko razmišljali o Magdaleni Gornik, gotovo nam bo več povedal tudi na koncu maše postulator Franci Petrič, ampak lahko bi pa z enim stavkom, ko sem prebiral misli, pa ko sem bral diplomsko nalogo, ki je napisala Martina, študentka Teološke fakultete pred leti, lahko bi rekel pa z enim stavkom, da je poleg Evharistije, trpljenje, ki ga je prenašala, in mnogih drugih vidikov, da je Magdalena Gornik z vsem srcem Jezusa povabila v svoje življenje. Povabila ga je, hodila z njim po poti trpljenja, preizkušenj,
svetosti, preprostosti srca in tem nam je čudovit zgled, da se tudi mi danes tukaj in sedaj, saj to je bistvo, da se priporočamo svetim in da molimo, da bi Cerkev nove razglasila za svetnike, je ravno v tem, da bi se v tem trenutku tudi mi zavedali, da je Jezus tukaj navzoč, med nami je, v našem življenju je. Samo povabiti ga moramo v življenje. Ne zaradi strahu, preplaščenosti ali česa drugega, ampak iz ljubezni. Da kot ljubezen stopa v našo življenjsko zgodbo in če se za to odločimo, osebno odločamo, potem bomo zares mogli sijati svetost v okolju, kjer živimo. In čas, Slovenija, Evropa, še kako potrebuje pričevanje svetnikov, svetih, nas kristijanov danes, ki smo poklicani svetosti, da bi ob nas začutili nekaj svetega, nekaj božjega. Torej, povabimo Jezusa, on čaka, trka vsakega človeka na tem svetu, prav vsakega. Nihče ni izključen iz božje ljubezni. Ko povabimo v svoje življenje Jezusa, da nas odreši, očisti naših grehov, slabosti, predvsem pa daje moči, blagoslova, da bi pogumno stopali po njegovi poti, potem se v našem življenju nekaj bistvenega spremeni. Močni smo ne iz sebe, ne iz svojih sposobnosti, ampak zato, ker se božja ljubezen uresničuje v našem življenju. Magdalena Gornik je povabila Jezusa v svoje življenje, zato je zmogla troje, bi lahko rekli. Rasla je neverjetno še kot mlado dekle, je zorela v krepostih in to zorenje, korak za korakom se zdi, da je šlo do junaške stopne kreposti. Kakšne neverjetne odločitve je sprejemala v svojem življenju, kako je bila sveta, ko je prejela sveto obhajilo, spoved, pa tudi pozneje, koliko je pretrpela, hkrati pa bila blizu ljudem, skromna, preprosta, sveta duša. Zorela je v kreposti kot mlado dekle, 12-13 let stara, ko je prejela prvo sveto obhajilo, pa tudi že prej in kasneje. Zdi se, da je prav to posebno znamenje, da se je v njenem življenju posebej uresničevala božja moč in božja dobrota. In ta pot ni bila lahka. Zorenje v kreposti, rast kreposti, do junaške stopne, pravzaprav, pomeni, da takrat človek v moči božje milosti, božjega delovanja naredi stvari, ki so človeško gledano praktično nemogoče. In zato naj bo vsem nam zgled, da bi mogli tudi mi stopati po tej poti, namreč nevarno je za človeka, še kako, za vsakega izmed nas, da se človek, kot je zapisal papež Frančišek v poslanici za postni čas letos, prepusti povprečnosti, preračunljivosti, da se prepustimo ugodju, udobju. Molimo za naše prijatelje, vaše sinove, hčere, sosede, sodelavce, mlade, za družine molimo, da bi znali v svoje življenje vključiti zavest, da ni pot življenju vedno enostavna. Tudi trpljenje, križ, odpovedi, žrtve, ko se zdi, da nikamor ne gre do stvari naprej, ko človeško gledano ni pravih rešitev, ko je pot pretežka, prezahtevna na to goro Tabor, da je to del našega življenja in da to vključimo v svojo življenjsko zgodbo in se zavedamo, da tako kot Peter, Jakob in Janez na goro Tabor, kjer doživimo bližino Boga, ne hodimo sami, ampak hodimo z Jezusom. Torej, da se ne bi pomehkužili, povprečnost je daleč od svetosti. Molimo prav za vse, da bi jih tej družbi, tem okolju, ko ponujajo vse mogoče spletne strani, mediji, okolje, kjer živimo, način življenja, rešitve, ki so bolj ugodne, ki so lažje, ki so bolj prijetne, kjer se ni treba toliko potruditi,
da bi to bakterijo, ta virus, to najbolj nevarno stvar na poti vere preganjali in da se bi odločili za odločne, jasne korake, zahtevne korake, da bi vstopali z Jezusom kot Peter, Jakob in Janez na goro Tabor. Naporna bo včasih, zahtevna in pri tem, ampak vendarle vemo, da hodimo z njim. Magdalena Gornik nam je pri tem čudovit zgled. Nadškof Turnšek je zapisal v uvodu diplomsko nalogo, da se zdi, oziroma knjiga, ki je potem išla, da se zdi, vse kaže na to, da je bilo zorenje v krepostih, ta pot kreposti, vse kaže na to, že na junaško stopno teh kreposti, kar je storila v svojem življenju Magdalena Gornik. Drugo, kar bi rad posebej poudaril ob tej veliki ženi je, da ko gledamo, prebiramo o njenem življenju, se zdi, da kot mlado dekle, kot otrok praktično še, je bila sposobna sprejemati neverjetno trpljenje, človeško gledano praktično nerazumljivo. Tudi razumljena ni bila od drugih, v svojem telesu je trpela, rane je nosila, podoživljala Jezusovo trpljenje, Jezusov križ, križev pot. Vse to je podoživljala v svojem življenju še kot mlado dekle. Človeško gledano se zdi, da je to presegalo vse njene moči, ampak ker je zaupala, ker je tako močno verovala, ker je živela iz Evharistije, je to ta velika žena zmogla. Pa še nekaj nam je pokazala. Glejte, človek se po naravi že otepa trpljenja, beži pred njim, ali pa imamo 1000 vprašanj, kot sem omenil v prvem delu, ko je ta človek sodobni prepuščen temu ugodju, udobju, pašemu, potem je križ treba čim bolj izključiti iz življenja. Ampak, če gledamo stvarno na ta svet, mimo križa ne moremo iti. In ključnega pomena je, da se v križu zavedamo, da to ni cilj našega življenja. Cilj našega življenja je velikonočno jutro, ampak zdaj pa smo na poti iskanja skupaj z Jezusom. In učlovečenje Jezusa Kristusa, velikonočna skrivnost nam kaže prav na to, da na tej poti nismo sami. Sveti papež Janez Pavel II. Je zapisal, da če nosimo bolečino z Jezusom, je to odrešujoča bolečina. Bolečina, ki odrešuje. Bolečini človek lahko zakrkne, se zapre vase, obupuje, beži predvsem skupaj lahko. Lahko pa molimo za to, da ta križ nosimo skupaj z Jezusom in rečemo, ljubi Jezus, daj mi blagoslova, moči, spoznanja, daj, da bi to zmogel nositi. Potem pa preko križa, po križu rastemo. Postaja ta bolečina odrešujoča. Postajamo bolj ponižni, hvaležni za mnoge darove, ki jih imamo. Hvaležni, da smo tudi po križu marsikaj novega spoznali. Hvaležni smo za svoje bližnje, predvsem pa za dobrega Boga, ki nam podaja roko, ki je z nami na tej poti. Ker je Jezus stopil največje trpljenje, najbolj je bil zasramovan, ponižan, umrl na križu. Od tega trenutka nobena več bolečina več, nobeno trpljenje, nobena preizkušnja ni prepuščena nam samim. Vse to je stopil Jezus Kristus. Če nas nihče ne razume, če bomo sami morda včasih težko preizkušnjo, vidimo, da nas nekdo neskončno razume. Pa ne samo to, rad nas ima, pomaga nam, da bi zmogli nositi ta križ. In pri tem nam je Magdalena Gornik, ki je prenašala res človeško gledano nerazumljivo trpljenje, živo znamenje Božjega delovanja. Da je zanjo bila bolečina zares odrešujoča bolečina. In tretje, kar bi rad posebej poudaril, pa je Evharistija. Magdalena Gornik nam kaže
na moč, blagoslov Evharistije, je hrana našega življenja, je moč našega življenja, je zdravilo nesmrtnosti. Evharistija, molitev, prijemanje zakramentov, vse to pomeni, da ko Jezusa povabimo v svoje življenje, ga krepimo to prijateljstvo prav preko molitve, prav preko zakramentov, dotika se nas, objema nas, ozdravlja nas, daje nam moči in blagoslova. Predvsem pa, ko smo v tem sinodalnem času, prosimo, da bi nas na tej poti, ko Jezusa povabimo v svoje življenje, ko molimo, da bi nas razsvetljeval Sveti Duh, da bi se dali poučiti Svetemu Duhu o vsej resnici našega življenja. Bistvena, temeljna resnica našega življenja pa je, da je Jezus Kristus odrešenik sveta. Postni čas, ki smo ga začeli včeraj s pepenično sredo, nas želi spomniti ravno tega, da nikoli ne pozabimo to, kar je bistveno v našem življenju. Ja, v tem življenju se trudimo za marsikaj, ampak ključnega pomena pa je, da se pripravljamo na večnost, da se bomo nekoč večno držali za roke pri ljubem Bogu. K temu smo poklicani. Naj nas molitev, ta sveta maša, in ko prosimo, da bi postopek beatifikacije zares uspešno potekal, naj nam bo Magdalena Gornik zares zgled, priprošnjica, da bi tudi mi stopali na tej poti svetosti korajžno, pogumno, predvsem pa, da bi vsem srcem, ne na pol, ne preračunljivo, ne samo tako za kakšen dan, ampak vsem srcem povabili Jezusa v svoje življenje. Povabimo ga, nosimo ga v srcu in da bodo ljudje ob nas začutili nekaj svetega, Božjega, da jih nekdo razume, da posluša, da si znamo odpuščati med seboj in da v življenju hodimo v občestvu kot bratje in sestre, ne vsak zase. Postni čas pa nas posebej vabi, da bi tudi trpljenje, bolečine in preizkušnje vedno znova nosili z Jezusom, potem nas te bolečine ne bodo zakrknile vase, razočarale, potrle do konca, ampak bo to postalo lahko odrešujoča bolečina, ker še bolj začutimo, kako se vsej naši šibkosti, vsej naši nemoči spopolnjuje Božja milost. Iskrena hvala vsem, ki si prizadevate, oziroma najprej vam vsi, ki molimo za to, da bi Magdalena Gornik bila prišteta med blažene, posebej pa gospodu postulatorju, monsinjorju Franciju Petriču in njegovi ekipi, da bi tudi delo, ki ga je zdaj ogromno pri tem postopku, veliko del tudi drugih raziskav, zbiranje gradiva in ostalega, da bi to čim bolj uspešno potekalo. Bodimo ob Magdaleni Gornik vedno znova, ne samo danes, ampak vedno znova povezani v molitvi, priporočajmo se ji, obiskujmo njen grob, romajmo v grobu, predvsem zavesti in veri, da smo tukaj na gori, na svetem kraju. Svetniki nam govorijo, ljubi Bog je tukaj med nami navzoč. Amen. Bratje in sestre, zbrani smo v zaupni molitvi, da bi mogli kmalu častiti na oltarju Božjo služabnico Magdaleno Gornik. Zato prosimo vsemogočnega Boga, naj usliši te naše zaupne prošnje. Gospod, sveti možje in žene nas učijo, kako te moramo ljubiti. Nakloni nam milost, da bo tvoja služabnica Magdalena Gornik pred vso cerkvijo priznana za vzor krščanske vere. Prosimo, da sliši nas
Gospod, vabiš nas, naj posnemamo svete zglede, naj nam Magdalena Gornik izprosi močno vero, trdno upanje in dejavno ljubezen, da bomo tvoj. Gospod, Magdalena je vabila ljudi k spreobrnenju. Naj sprosi naši domovini modrih voditeljev, ki nas bodo vodili do medsebojnega spoštovanja in nesebično delali za duhovni in gmotni blagor našega ljudstva. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Posvečeno budi tvoje.
svojim dolžnikom in ne vpeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Spoštovani gospod Škof, dragi sobratje duhovniki, posebej oba gosta z Hrvaške, ki nas povezujeta s Karlovcem in z reko, kakor v Magdaleninem času pomislite. Predvsem pa, dragi romarji, ki ste prišli od štajerske strani do primorske, z Gorenjske, z Bele krajine, z Vinice, tukaj je gospod Tone Gnidavc s svojimi romarji in še koga bi lahko naštel. Glejte, spet smo se zbrali kot gostje sodraških faranov, ki ste nam z gospodom Francem Bizjakom pripravili toplo dobrodošlico in lepo slovesnost. Tale pesem hvali svet odrešenika ali pa k tebi Jezus ljubeznivi in take, to dvignejo srce in po moje tudi Magdalena je srečna zdajle v nebesih, ko nas je poslušala. Hvala torej vsem, ki ste zaslužni za današnjo slovesnost. Predvsem bi se rad zahvalil gospodu Škofu. Ko smo imeli uradni začetek postopka, gospoda Škofa Jamnika ni bilo zraven na škofiji, bila sta samo gospod Načkov, ki je pobudo dal za ta postopek, in pa gospod Škof Šuštar, ki je vodil tisti uradni del. In takrat sta škofa prejela tudi posebno podobo Magdalene Gornik. No, danes jo izročam gospodu Škofu, da ga bo vsak dan, ko jo bo imel kje v svoji bližini, morda na delovni mizi ali v svojem stanovanju, spomnila na to, da je treba govoriti o njej in da se ji je treba priporočati. Saj je njen skoraj da najbližji rojak, z Dobrega polja do gore po moje zračne črte ni 20 kilometrov, a ne? Evo. Hvala mu za spodbudne besede in za to, da bo tudi v prihodnje rad govoril o Magdaleni Gornik, kar sem prepričan. Vidite, negotovost glede vremenskih razmer, pa tudi seveda Sodraška katedrala, sta bili razlog, ker je prostorna, sta bili razlog, da se zbiramo tukaj. Čeprav sem prepričan, da ste mnogi danes obiskali tudi goro in grob Božje služabnice Magdalene Gornik. Pogosto hodite tja. Pomislite, gledal sem takrat, ko je bilo največ snega,
je gospa Andreja Arko na Facebooku objavila sliko, kako dve lučki sredi tistega velikega snega, nekdo je napisal, se ne moreš do groba, pa sta bile dve lučki na grobu, ne? In ena od teh je prišla iz Strunjana, mi je tisti gospod, so se nekaj dni pozneje srečala, sam povedal, da je prigazil in prižgal lučko takrat. Evo, z vseh koncev v različnih vremenskih razmerah. Le zakaj? Pomislite. Zaradi lika Magdalene Gornik in njene velike priprošnje. Torej, prišli smo z različnih krajev tudi danes s svojimi prošnjami in zahvalami, s križi in bremeni, stiskami, ki jih imamo, pa tudi od veselja, ker imamo Božjo služabnico Magdaleno Gornik, ki prosi za nas pri Bogu. Veste, da je naša posebna prošnja, da bi postopek za razglasitev za blaženo čim prej in čim bolje in čim bolj tekoče tekel. Začeli smo ga pred 5 meseci na praznik povišanja Svetega križa 14. septembra 2022 v Ljubljani na Škofiji. Res si vsi želimo, da bi bil postopek čim prej izpeljan. Ker pa gre za zgodovinski postopek, je ta zahteven, saj strokovnjaki že lep čas pregledujejo, pomislite, arhive. Veste, koliko je tom prahu, pa kakšnih knjižnih moljev in koliko je to enega dela, da sploh odkriješ, kar hočeš najti. Zgodovinska komisija je imela 6 uradnih sej do zdaj. Člani vsak mesec poročajo na skupni seji o svojih ugotovitvah. Tako so bili do zdaj pregledani župnijski arhivi Gore, Sodražice, Ribnice in Blok. V rokopisnem oddelku Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani je tako nekdo odkril rokopis Magdalene Gornik, ki ga doslej nismo poznali. In to je zapis viden iz leta 1851, mislim, da iz meseca oktobra. Potem, na primer, odkrita sta bili 2 pismi, ki jih je prešernoslovec monsignor Tomo Zupan pisal leta 1926 na Bloke in poizvedoval pri neki učiteljici o Magdaleni Gornik. No, v tistih pismih, v enem od pisem izvemo, da so Magdaleno na Blokah domačini radi imenovali Alenka, Alenčica, Lenčica, Lenčka. Tukaj gledam predvsem stare starše. Ko bodo vaši otroci zbirali imena za vnuke, imate dobre ideje, da ne bodo iskali neke neznanke, pa ne vem kaj, neke abstraktne imena. Alenka, Alenčica, Lenčica, Lenka, Lenčka. No, kot vam je znano, je Magdalena vzdrževala stike z redovnicami in redovniki po Kranjski deželi, pa vse daleč dol, tudi na reko, pa do Karlovca. V arhivu frančiškanskega samostana na Tromostovju v Ljubljani je del rokopisa brata Tobija Vernika iz Šmartnega pod Šmarno goro, kjer so opisani mistični pojavi v Evropi v 19. stoletju in tam je opisan tudi dogodek na gori. Žal je nek radovednež, ali ne vem kaj bi rekel, odnesel najpomembnejši del tega zapisa in ga bomo morali iskati morda v drugih arhivih frančiškanskih samostanov po naši deželi. V župnijskem arhivu na gori je zaradi požiga župnišča med vojno ostalo le malo gradiva. Po vojni pa so župniki domovali drugje, zato je tudi gradivo razdrobljeno in izgubljeno. Kljub temu pa upamo, da bomo kje našli rokopis župnika doktorja Ivana Samsa, gorniškega rojaka, ki je na gori deloval po vojni do smrti leta 1953. Njegov grob je samo 2 na levo od Magdalene Gornik, ta 3. tam. In kot izvemo iz drugih pisem, je on napisal že takrat, torej takoj po vojni, Magdalenino biografijo, ko bi jo le mogli najti. Molite za to. Delo zgodovinske komisije je seglo tudi v škofijske, semeniške, kapiteljske in župnijske arhive v Trstu, Gorici in Kopru. Kot vidite, torej, je delo res obsežno.
A spoznanja so zanimiva in pomembna, ampak veste, to se vse dodaja tistim 7000 stranem, ki jih hranimo v ljubljanskem nadškofijskem arhivu. Kar pomeni, če si predstavljate, da so to 4 strokovnjaki, ki to pregledujejo, pa ne vsak dan, ker ima vsak svojo službo, in potem prepisujejo, prevajajo včasih v slovenščino ali pa staro slovenščino, v sedanjo slovenščino. Torej, molite, da bodo vztrajali, pa da bodo pridni, ne? Kdaj bo torej delo končano, je preuranjeno danes reči. Ampak prav je, da slišite in da veste, da se dela in da se resno dela in da se odkrivajo lepe stvari. Medtem, glejte, pa sodni zbor, to je drug organ v postopku, že opravlja pomembno delo, zaslišanja prič. Njihova pričevanja so zelo pomembna pri dokazovanju, da je tudi po smrti obstaja neprekinjena zavest o svetosti te žene. To je tako imenovani sluh svetosti, ki ga je omenjal tudi gospod Škof v pridigi. Pravzaprav to gre za sloves o Magdalenini svetosti, ki ni bil nikoli prekinjen. No, usklajevanje in dogovarjanje s pričami, pa s člani zbora, vsak ima svojo službo, vsak je v svojem koncu Slovenije. V to usklajevanje včasih zahteva veliko naporov in gre bolj počasi naprej, ampak upam, da bomo enkrat prišli do konca. Kot sem vas povabil že mnogokrat v zadnjih letih, je zelo pomembno, da širimo glas o Magdaleni in da se ji res radi priporočamo in da tudi drugim povemo, naj se ji priporočijo. Pretekli teden ste naročniki družine prejeli posebno prilogo revije, ki bo, tako upam, išla enkrat letno odslej naprej. Ta revija nosi naslov Magdalenin glas zgore. No, dobrotnik, ki ne želi biti imenovan, nam je to omogočil, saj je šlo kar za velik finančni zalogaj. Moram reči, to je res velik dar, ki smo ga prejeli, ker vse je treba plačati. Revija je zato lahko išla v 24 000 izvodih. In tako gre Magdalenin glas po svetu. In zdaj pišejo iz Malte, iz Italije, iz Nemčije za njene podobice. Nekateri se že priporočajo za njene relikvije. Župnija Sodražica je, kot veste, založila tudi zgibanko o Magdaleni, pa tudi lepe razglednice s fotografijami upokojenega župnika Antona Dobrovoljca, po moje v spovednici zdaj, ne? Ni več, je šel že k Novi Štifti. No. On je živel dolgo časa, 9 let na gori in je naredil res enkratne fotografije, ki jih imamo tudi v reviji in vam toplo priporočam, da si te razglednice in vse ostalo, kar boste imeli zunaj na razpolago, vzamete oziroma kupite za spomin. Kot veste, je župnik Aleš Pečavar v samozaložbi izdal molitveno uro, 9-dnevnico in križev pot z Magdaleno. Občina je naredila veliko s tablami, ki govorijo o posameznih krajih povezanih z Magdaleno in tako ustvarila nekakšno romarsko transverzalo z njenimi postajami. Župnija Sodražica je na gori postavila postaje križevega pota. Ali ne bi bilo lepo, če se kakšno postno nedeljo popoldne odločite in pridete molit križev pot ob teh križih na goro? Čudovito sonce vas bo gotovo potegnilo kam gor in boste lahko naredili eno dobro delo z molitvijo in še občudovali lepoto teh krajev. Vidite, tako je v 2 letih nastalo v povezavi z Magdaleno Gornik toliko stvari, kot prej ne v 120. Hvala vsem in vsakemu posebej. Vse to zahteva veliko sredstev, zato se toplo priporočamo za vaše darove, saj brez tega ne gre. Jaz nikoli ne maram fehtati, ampak se spomnim, ko sem bil študent, pa bo morda gospod Škof tudi potrdil, so rekli, če hočete, v naših letih, ko smo bili študentje, ko smo študirali teologijo, so rekli, ja, kdor hoče, da pelje postopek za svetnika, mora imeti veliko blagajno s sabo. To košta. Zdaj vidim, da to res nekaj košta. V reviji ste lahko prebrali 4 pričevanja o Magdalenini priprošnji. Tiste, če jih niste, jih še enkrat preberite, saj revija je zunaj na voljo. Naj pa omenim danes tukaj še 2 zahvali, ki nista objavljeni. Prva, 2 mlada zakonca v Ljubljani sta do nedavnega živela v težkih razmerah. Pomislite, najemniško stanovanje, že to je breme, da se človek težko odloči za družino. Potem težki in zahtevni službi,
ki so se jim pridružile še moževe zdravstvene težave. Nekdo med sorodniki, ki je poznal njune stiske, ju je seznanil z Magdaleno Gornik, zato sta se ji začela priporočati. Nekajkrat sta poromala na njen grob na goro in postopno so se tudi vozli, kakor sta zapisala, začeli razreševati. Žena je dobila drugo službo, boljšo, mož je ozdravel do te mere, da ni rabil več zdravil, dobil je boljšo službo in končno sta lahko prišla tudi do svojega domovanja. To sta v obsežnem pismu opisala novembra lani. No, v začetku tega tedna sem dobil pismo z zahvalo Magdaleni Gornik, kjer je zapisano, da je mlad zdravnik in družinski oče, mimogrede, 2-krat zbolel za rakom. Druga diagnoza je bila zelo zaskrbljujoča. Takrat ste mnogi molili zanj, saj je potreboval zahtevno terapijo, ki jo izvajajo v tujini in ni bilo nobene garancije, da bo preživel. Pretekli četrtek, torej danes teden, so po zdravljenju opravili magnetno resonanco in niso našli nobenih novih metastaz. Zato njegova mati, ki mi poroča o tem, to sem dobil predvčerajšnjim, svoje pismo zaključuje z besedami: v tem tednu, ko smo še posebej povezani z Magdaleninim smrtnim dnem, se veselim in se veselimo njegovega zdravja. Še enkrat Bogu hvala in hvala vsem molilcem in molilkam, tudi v sodraški župniji. Kdor spremlja vsakdanje objave na Facebook strani, lahko vidi priporočila, da molimo za posamezne namene. Prav predvčerajšnjem sem dobil prošnjo, da se povežemo v molitvi za čudež ozdravitve na priprošnjo Magdalene Gornik za hudo bolno 13-letno deklico iz Poljanske doline pri Škofji Loki, ki so ji prejšnji teden odkrili zelo hudo obliko kostnega raka. Družina vse prosi za molitev. Ob tem naj povem še mojo izkušnjo. Lansko leto pri Birmah sem se nekje na eni župniji okrog Kamnika srečal z očetom, ki je nekaj dni predtem dobil enako diagnozo. In sem obljubil molitev, mu priporočil naj roma na goro in to je res opravil. Veliko molitve je bilo v družini in med prijatelji. Presadili so mu kostni mozeg in danes zelo dobro okreva. Torej zaupajmo v priprošnjo Magdalene Gornik. Če nam ne bo pomagala na tak način, da bomo ozdraveli, nam bo pomagala predvsem, in to je važno, da se zveličamo. Naša skrb so nebesa, je Magdalena večkrat govorila. Dragi romarji, tudi vi ste sem prišli z različnimi prošnjami. Božja služabnica Magdalena je sama zagotovila, da nam bo izprosila Božje darove, milosti, če se jih bomo priporočali. In danes to uresničuje. Zato bomo zdajle radi zmolili molitev za njeno beatifikacijo. Prosim vas, in to ponavljam, prosim vas pa tudi, da mi sporočate svoje uslišanja in zahvale na naslov, ki je napisan na podobici ali pa na vseh publikacijah, ki jih imate tudi zunaj pred cerkvijo. Pa molimo. Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar. Svojo služabnico Magdaleno Gornik si obdaril s čudovitimi darovi, mističnih milosti in bogoljubnega življenja. Usliši naše molitve in poveličajo, da bo pred vesoljno cerkvijo prišteta k zveličanju. Po Kristusu našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sedaj bomo pa prosili gospoda Škofa za blagoslov. Še samo nekaj besed, kar se še malo usedite. Torej, molili smo za beatifikacijo, tudi ste imeli projekcijo, na klopeh pa imate tudi podobce z molitvijo, ki jo lahko tudi vzamete s seboj. Kot je že rekel gospod postulator, je sedaj kar precej stvari povezanosti z Magdaleno Gornik izšlo in boste lahko tudi dobili zadaj, tako kartice, potem to revijo, ki je išla, pa tudi nekatere slike in knjige bodo pa zunaj na stojnici. Predvsem je res pomembno, da se Magdaleni radi priporočamo in tudi romamo k njej. In se lepo zahvalim za pobudo, ki je bila, da bi vsak mesec, 23. v mesecu, torej ob mesecu njene smrti in poveličanja, imeli mašo in srečanje na gori. Nekaj romarjev je to bilo že od novembra, v januarju je bil 23. ravno najbolj snežen dan, najbrž kar precej podoben tistemu ob njeni smrti, tako da je gospa Andreja takrat napisala, vsak dan vas vabimo na goro, danes pa odsvetujem, ker je bilo toliko težko priti, torej toliko snega, pa vendar trije so bili na gori, med njimi tudi duhovnik iz Reške škofije in je takrat tudi maševal. Torej bomo sedaj imeli vsak mesec 23. o 5. popoldne sveto mašo, v poletnem času, se pravi po veliki noči, pa 1 uro prej, tudi to molitveno uro. Oziroma je kar malo dolgo, za 1 uro, že 10 minut prej bomo začenjali z molitveno uro. Hvala vsem, ki ste prišli, ki ste tako tudi sedaj prosili, da bi to lepo izteklo, za kar si prizadevamo. Hvala še enkrat gospodu Škofu in gospodu postulatorju za njegovo prizadevanje in vsem, ki delajo z njim, tudi Simonu Zblok, kjer je Magdalena tudi živela skoraj polovico svojega življenja in je gotovo tudi to milostni kraj za njega, ki je danes tudi pred mašo vodil molitveno uro. Gospod Dobrovoljc je bil v spovednici, sedaj že pri Novi Štifti. Gospod Aleš, ki je napisal kar 3 knjižice, pa ima pogreb in se tudi ni mogel udeležiti. Vsem hvala lepa in zdaj pa naj bo blagoslov. Vsem skupaj želim srečno pot domov, odkoderkoli ste že priromali. Na tem svetem kraju, svetega kraja gremo bolj sveti, bolj veseli. Danes je bil malo tak meglen dan, pa tak bolj turobno je bilo, zdaj pa se mi zdi, da je polno svetlobe. Hvala lepo vsem, še enkrat vam, res sem vesel, koliko se vas je zbralo pri tej sveti maši, molitvi, pa gospodu župniku, ki nas je gostil tukaj, da smo lahko v cerkvi, in gospodu postulatorju Franciju, monsignorju Franciju Petriču, česar se on loti gotovo gre. Veliko ima izkušenj, mnoge službe je imel in ima v cerkvi, na škofiji in cerkvi na Slovenskem, tako da želim blagoslova. Mi ga pa podpirajmo na različne načine, pa seveda tudi v molitvi in se priporočamo Magdaleni Gornik.
Ta slika pa bo na mestu v mojem stanovanju, tako da bo nekje v kakšni škatli. Lep postni blagosloven postni čas naprej še želimo, oziroma se smo ga začeli, pa še morda samo ta ideja s križevim potom na gori, pa da se župnija, je pa skupina, je pa na občestvo, ne vem, odloči pa gre, se mi zdi pa tisto, ki je zelo blizu uresničljivo. Prvič je lepa pobožnost, skupaj smo, hodimo, pa še na svetem kraju pri Magdaleni Gornik smo, tako da hvala gospod Franci za to odlično idejo, predlog, ki ga lahko udejanjimo. Vsi skupaj. Naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog Oče usmiljenja nam je v trpljenju svojega edinega Sina dal zgled ljubezni, naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prejeli nedoumljivi dar njegovega blagoslova. Po Kristusu sprejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu obvarovani večne smrti. Posnemajte zgled njegove ponižnosti, da boste deležni njegovega vstajenja. Tu naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.